Pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri danes klepetam z vsestransko Katjo Bubnič. Katja, je ustvarjalnost del pristne ženske? Ja, jaz mislim, da vsaka ženska je po naravi ustvarjalna. Je pa pomembno, da najde, kaj je tisto, kar rada ustvarja, kaj je tisto, ker njo da v en mir, v eno tišino in hkrati prebuja žar, hkrati prebuja strast. Tako da pristna ženska zagotovo je ustvarjalna. Veliko modrosti in svojega sveta bo Katja delila v oddaji Pristna ženska. Glejte nas na Ljubljana TV. Drage gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca, ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Vesela sem, da danes gostim izjemno žensko, Katjo Bubnič, ki živi umetnost in pristno povezavo. Je ustvarjalka, makrame umetnica, svobodna plesalka, voditeljica ženskih krogov in obredov, raziskovalka telesa, duše in tradicionalnih modrosti. Katja skozi svoje delo ženske povabi v stik s seboj ter z naravnim tokom življenja. Njene delavnice, kot je Prižgi divjo žensko v sebi in ženski plesni krogi, so prostori, kjer se notranja glasba telesa, srca in duše združijo. Izjemno pomembna so ji potovanja. Prepotovala je velik del Evrope in Južne Amerike. Prav posebno je bilo zanjo potovanje v Peru. Iskreno sem vesela, da je danes moja gostja, zato Katja, srčno dobrodošla. Zdravo. Katja, zdi se mi, da imava kar nekaj vzporednic, pa me zanima najprej, kako si odraščala. Ja, tako, ko sem razmišljala, kako sem odraščala, bi rekla tako, prvo obdobje tam do srednje šole je bila Katja zelo pridna. Je pač hotela poskrbeti za mamo, pomagati mami, pridna v šoli in največja pač opaženost je bila takrat, ko sem pospravljala in ko sem vse naredila tako, kot je bilo treba. Ampak en del mene je bil pa tak močan, se je znal postaviti za drugega, ampak ne zase, ampak recimo za mamo. Ne? Tako. In se mi zdi, da, tako, ko gledam nazaj, da ni bilo neke živosti v meni, jaz sem brala knjige in sanjarla, da bi živela v plemenih, ne? Da bi živela v enem drugem času, tako nerealno sem tako sanjarla. Potem pa, ko sem prišla v srednjo šolo, sem odkrila pa ples, in sem odkrila v sebi eno svojo živost, kot čisto en drugi del sebe, ki nisem vedela, da v meni obstaja. Tako da verjetno sem ga že zelo zgodaj nekam zaklenila, zaprla, pospravila in potem, ko je prišel čas. Je pa prišel ven, je začel kukati ven skozi ples, zelo podobno tudi je bilo pri meni. Si se morala že takrat, oziroma si se soočala, čutila v sebi, da se po eni strani moraš boriti za pričakovanje okolici in tisto, kar ti čutiš v sebi. Ali je bilo to še vedno v tebi samo? Jaz mislim, da je bilo to dolgo časa v meni. Tako, ker po naravi nisem borka. Nisem nekdo, ki je glasen, ki razlaga, ki se bori, ampak sem v bistvu nekdo, ki se umakne in gre svojo pot. Brez da bi razlagal in drugim pametoval. Tako da, ko sem začela v bistvu odkrivati sebe, sem začela temu slediti in se nisem kaj dosti ukvarjala s tem, kaj si mislijo drugi. Zelo ne. Tako recimo tudi, ja, moje prvo potovanje sem jaz kupila karto najprej pri 17 letih za v Francijo. Potem sem šele povedala, da grem za en mesec v Francijo, a ne? Tako da, ja, na ta način. Na ta način, ne? Torej tiha voda, ki bregove dere. Ja, ja. So te kdaj označili za kakšno besedo, vsaj mene so, jaz sem bila vedno preveč, morda so tebi rekli premalo, ne vem česa, trmasta, svoje glava. Si dobila kako tako etiketo? Ja, mislim, pač vem, da za očeta sem bila preveč, čisto razumem. Tudi potem sem pred leti opažala, kako sem se tudi avtomatsko kar ugasala, ker sem prišla domov, ker sem bila preveč žareča, preveč ženska, preveč sem uživala v tem, kar sem delala. Ker živimo v svetu, ker večina, no mogoče ne večina, ampak velik del ljudi ne mara svojega dela. Jaz pa sem si ustvarila delo, v katerem uživam. In me polni, ne pol veliko te strasti in marsikdo ne prenese tega.
In to sem opazila. Tako da bi rekla, sem bila za nekatere preveč samosvoja, preveč nase mislila mogoče, drugačna itak, ne? Tudi na videz. Ne? Potem sem si pa sama dala en kup etiket, kaj sem preveč, pa kaj sem premalo. No? Tako tega sem si pa sama veliko naložila. Kaj si naložila? Tako predvsem potem, ko sem recimo postala mama, ne, sem si naložila, kako premalo ljubeča, čuteča, nečna mama sem. No, s tem sem se veliko obremenjevala, ker pač to je nekaj, česar recimo mi nimamo v družini, a ne, in nisem tega nekako dobila, nisem imela izkušnje tega, sem si pa ful želela. In potem sem bila ves čas pač premalo taka, kot sem si želela biti, in preveč razboriti, mislim, preveč vzkipljiva, preveč nepotrpežljiva. Ampak to sem si sama res naložila, pa še marsikaj drugega. Pa še marsikaj drugega tudi, ne? Tako kot tebi so tudi meni potovanja zelo pomembna v življenju. Toliko, koliko sem se jaz na potovanjih naučila in prišla v stik sama s seboj na potovanjih, nisem nikjer. Tudi ti si prepotovala Južno Ameriko, jaz sem jo raziskovala poleti tega leta in lahko rečem, da se me je res globoko dotaknila. Sem prišla v stik z prvinskimi deli sebe, ki jih v taki obliki v našem sodobnem svetu nikoli ne bi spoznala. Kako je nate vplivala Južna Amerika? Kar globoko vdih in izdih je to zdaj bil. Evo, sem jo začutila prav po telesu. Jaz imam občutek, ko pridem v Južno Ameriko, da prijem domov. Kar ne pomeni, da Slovenija tudi moj velik dom in se počutim tle zelo doma, ampak tam je pa kakor, da je doma in velik del moje duše. In je kot, da bi prišla domov, ja, evo, zdaj prav čutim in jezik, in ljudje, in kultura, in sploh ta andski predel. Jaz sem bila predvsem v Andih, te gore, čeprav jaz nisem po naravi ljubiteljica nekih gora, ne? Ampak ta ambient, kot da bi mi bil znan. In res, kakor si rekla, sem prišla tudi jaz v stik s svojim divjim, prvinskim, ampak tudi zelo ženskim delom sebe, ki je pa družinsko usmerjen. Zelo družinsko in usmerjen v skupnost, česar pa pri nas ni. To se me je zelo, zelo dotaknilo. In tudi ta umirjenost otrok samih tam, ne? Ni hiperaktivnosti, ni vznemirjenih otrok, vsi so v stiku z mamo, jih nosijo v teh svojih pregrinjalih zvezane in je res ena čist druga energija tam in če si odprtega srca, to res tam začutiš drugače, nekaj se te dotakne globje tebe, nekaj, kar sploh ne moreš z razumom obrazložiti, ampak moraš to doživeti. Ja, res, sploh če si dlje časa, in ko recimo jaz sem na tak način potovala, da niti nisem bila kakor turist, sem se zelo infiltrirala med ljudi, ker sem bila in sem več časa nekje preživela. Pač imajo nekaj, kar smo mi izgubili. Mi smo v tem materialističnem svetu, ker imamo krasne hiše, ker imamo lepe avte, ker imamo vse navzven, smo pa izgubili ta občutek pripadnosti, povezanosti z naravo. In kakor si rekla, otroci so tam zelo mirni, zato ker so z mamami. Vrtec se začne šele pri 3 letih, potem je pravzaprav celo obvezen vrtec, tako da tle grejo malo v drugo skrajnost. Ampak ja, otroci so prva leta konstantno z mamo, v konstantnem stiku in je pač otrok ves čas viden, slišan, njegove osnovne potrebe so zadovoljene. Ja. In ta prvinskost, ta neukrotljivost, divjost tam začutiš. Je to tisto, kar si tudi ti tam začutila in prenesla nazaj v naše okolje? Ja, mogoče, zato ker jaz sem šla od Argentine do Peruja, sem potovala. In zelo se spomnim, v Argentini sem živela v enem kraju 2 meseca, tak zelo čaroben kraj, ki je že sam po sebi tako ta divjost, ampak ta prvinskost, prvinska preprostost. In jaz sem tam ogromno plesala in jaz, ko plešem, pač grem v en drugi svet in ni bilo fora v nobenih oblekah, res imela eno samo krilo in ene hlače in to sem, oziroma dvoje in sem pol prala. Se pravi, ni bilo v tem, kaj jaz na sebi imam, ampak je bilo za to, kaj je v meni ta svet, ta glasba prebujala in me je omehčala. Ko sem se vrnila domov, sem bila prav omehčana, ker prej, recimo, če gledam tudi malo skozi ples,
sem se nekaj časa učila flamenko in flamenko ima zelo to strukturo, togost na neki način. Postavljenost, tako res močno Tam postavljeno. se pa moje telo zmehčalo in je to skozi telo in skozi čutenje prineslo nazaj, no? Na veliko Verjamem, da si tudi to ravnotežje našla med tem, kar si ti čutila v sebi kot tvojo resnico in v to, kar si bila vzgojena, in ta prevečnost. Tam lahko živiš, brez da bi to delovalo kot preveč, ker je naravno, ker je pristno. Sploh če potuješ, sploh če potuješ in imaš to eno posebno svobodo, ko si v tem trenutku tukaj, takrat postaneš zelo, zelo pristna lahko. Tako, ker res ni nobene potrebe nezavedne, da bi se komu dokazovala. In res ena druga sproščenost je tam v ljudeh, tudi niso tako mentalni, veliko bolj čustveni, spontani so, gre ven, a ne, in dobra in slaba čustva, ampak zleti ven, ne držijo notri, recimo. Res je, res je. Bova nadaljevali po kratkem odmoru in se vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes klepetam z Katjo Bubnič, plesalko, ustvarjalko, umetnico, voditeljico ženskih krogov. Katja, kdaj si ti zares začutila, da ples zate ni samo telesni izraz, ampak dejansko glas tvoje duše, ki se izraža skozi telo? Ja, se pravi, to je bil res en tak dotičen trenutek, kot sem rekla, življenje pred in življenje po tem trenutku. Jaz sem bila stara 17 let, lih na prelomu z 18 letom in sem šla na svoje prvo potovanje v Francijo. In z eno prijateljico sva potovali, sva pristali v mesecu Arles, kjer sem jaz zdaj bila po 20 plus letih in tam se je pripravljal en koncert. In jaz prej nisem plesala, tako sem kar malo se ukočila, nisem vedela, kaj naj z glasbo. In ko se je tam ta koncert začel, to je bil tak gypsy, jaz imam še zdaj feeling, da so bili Gypsy King, ma nisem 100%, in ko se je začela glasba predvajati, je moje telo začelo plesati. Dobesedno. In jaz, kot da bi šla malo ven iz svojega telesa in opazovala, in moje telo je plesalo, kot da bi od nekdaj to plesalo. In v tistem trenutku so se okrog mene in prijateljice postavile ženske in začele ploskati. Ole, ole, a ne te ciganke, hitane. In cel večer sem preplesala, kot da bi padla v en trans. Da se telo spomni. In takrat sem jaz najdla en del sebe. In moje telo se je spomnilo plesa iz prejšnjih življenj, to je 100%. In potem sem jaz res ogromno plesala na glasbo v živo. To je ta razlika, ne? Glasba v živo in ta globok stik z glasbeniki. To je nekaj podobno kot pri orientalskem plesu. Orientalski ples je to drugačno. Če plešeš na posneto glasbo ali pa plešeš z arabskimi glasbeniki na njihove klasične oziroma tradicionalno inštrumente, je čisto drugačen občutek. Jaz sem v najstniških letih plesala jazz balet in afriške plese. In oba plesa sta tudi tako zelo previnska, prizemljena, veliko možnosti daje izražati to divjo naravo, ki jo sploh nismo vedeli, da to kot tako obstaja, divja ženska, divja energija. Mi smo samo čutili eno močno energijo, ki je iskala prostor, da se izrazi. Verjetno je bilo podobno pri tebi skozi ples. Ja, prav skozi ples. Prav skozi ples imamo ženske možnost kanalizirati to močno, mogočno energijo, ker moč divje ženske je res močna. Ampak zakaj je divja ženska za nas tako zelo pomembna? Jaz bi rekla, po eni strani, a ne, je in ta moč, ampak je tudi nežnost. Se pravi, jaz bi rekla, ali pa tako, kako jaz doživljam. Divja ženska je za nas pomembna, ker nas daje v stik z našo živostjo. Tako jo jaz doživljam. Ona je izvir pristne živosti. Me dela živo, v meni prebuja strast in smisel življenja. Ko nisem v stiku z njo, postanem, ne vem, odsotna, razdražljiva, razpršena meni, ampak ko sem v stiku z njo, sem polna in lahko dajem drugim tudi. In moje življenje ima smisel, tako da nujen je ta stik z divjo žensko, ampak vsaka mora najti, kaj je tisto, kar v njej prižiga. Kaj jo prižiga. Kaj je njeno stikalo. Res je, ampak v divji ženski poleg živosti je tudi neukrotljivost, je previnskost, so instinkti. In če divja ženska ni pravilno izražena, lahko postane rušilna.
oziroma podivjana. Podivjana. Ja. In ti skozi svojo vsebino veliko govoriš o divji ženski, o stiku z naravo, o ritmih življenja. Kako prenašaš to starodavno modrost na sodobno žensko, ki pa nima več stika z divjo žensko? Ja, jaz bi rekla, da skoraj manj zdaj zadnje čase s tem, da govorim in pišem, ampak skozi to, da ustvarim prostor, kjer lahko pridemo v stik s tem. Recimo ti moji dogodki Prižgi divjo žensko v sebi, kjer dejansko sploh, ko imamo bobne, ženske, ki sploh ne vejo, da imajo to v sebi, kar pride na dan, ker je pač res, kada so bobni, se dotaknejo teh stikal prvinskosti in pride ven ta ogenj, pride ven ta moč, pride ven ta sila, ki niti ne veš, da je v tebi. A ne? Recimo, to je en način. Drugi način pa je, ko smo imeli tudi poleti delavnico oziroma retrit v gozdu, je pa ta stik divja ženska direktno z naravo. V eni preprostosti, z minimalno besed, z enim gibom, ki hrani telo in se zliva z naravo. Recimo, to je druga stvar. Potem Jonispa obred, ki pač poudari oziroma pridemo v stik z našo cikličnostjo, z našo ženskostjo, z našo mehkobo v sebi. A ne? Vse te, in navsezadnje tudi ustvarjalnost. Ja. Divja ženska je zelo ustvarjalna, pa ne samo ročno, je ustvarjalna v iskanju rešitev, je ustvarjalna na veliko načinov. A ne? Vse to. Instinkte ima, ne? In če posluša ti instinkte, jo ti instinkti vedno pripeljejo na pravo pot. Ampak zakaj se ženske bojijo izraziti divjo žensko, če jo zdaj kot tako imenujejo? V bistvu pa je to ta strast, ta ogenj, ta notranji ogenj, ki nas, tako kot praviš, dela živo, živahno, polno življenja. Ja, jaz mislim, da smo tudi, ko smo v tem stihu, smo zelo privlačne, kar je potem zna biti nevarno, a ne, zna biti zelo obsojeno od cerkve. Jaz, ko gledam nazaj leta sebe, sem bila zelo strastna, zelo tako. Zdaj se pa malček nazaj držim, mogoče tudi malo tako leta, ali pa opazujem tako, kdaj ja, kdaj ne, malo bolj reguliram. Tudi pri meni je bilo. Ja, a ne? Se mi zdi, da je čisto normalno in je okej, ampak pride z leti ta modrost, da veš točno kdaj in kam umestiti to ognjevito energijo, ker zato pa smo bile označene kot preveč, ker nekateri si s tem ognjem niso vedeli, kaj se naj počnejo z njim. Ampak ženska, ko je v svojem ognju, je lepa, privlačna, lahko samo gledaš in si ob njej, ne? Res, ampak ja, treba se držati. Kako naj pridejo ženske v stik z njo? En način je ples, ampak da najdejo glasbo, ki jim ustreza. Jaz dolgo časa nisem najdla glasbe, ki mi ustreza, in potem sem najdla najprej flamenko, ki je nagovoril in ogenj in eno globoko žalost nagovarja, tako eno globljo resnico. Potem bobni, se pravi zame v veliki meri to ples, potem narava, ustvarjanje. Ženske zelo pridemo v stik z ustvarjanjem, ali je to slikanje, ali je pisanje poezije, ali so ročna dela, potem tišina in samota, tako ta umik od zunanjega sveta, ali je zdaj to ena tvoja notranja votlina, ali je umik nekam v naravo, biti v stiku z lepoto, biti priča lepoti hrani našo dušo, ali je to nek prizor v naravi, ali občudovanje umetnosti. Veliko je načinov, kako hrani, ampak vsaka mora najti, kaj je tisto, kar njo hrani, kar njo prižiga. Ja, res je. Konji. Konji, res. Jaz sem v Čile jahala v prostranosti puščave in to je bil res krik svobode v meni, ta preprostost, ta prostranost, ta prvinskost, neukročenost, v bistvu nič, puščava, vulkani, ena oaza tam daleč stran in ti na konju, to je res nekaj, kar nahrani divjo žensko. To je ta pristni izraz divje ženske. Kaj bi ti še dodala k pristni ženski? Divjost je zagotovo ena izmed njenih prvinskih izrazov, ampak katere lastnosti bi ti še dodala k pristni ženski? Jaz bi rekla, da si dovolimo občutiti vse palete sebe, se pravi živeti vse svoje arhetipe,
Ker jaz sem imela en velik izziv s tem, a ne, ko vodim te dogodke, preživijo žensko v sebi, ampak jaz sem po naravi umirjena, tako en del mene je umirjen, je mil, je nežen in potem se izključuje, ampak ne, vse to je v bistvu in divja ženska in pristna ženska, se pravi, objeti vse te dele sebe, si dovoliti biti ranljiva. In prav to sem danes razmišljala, si dovoliti vprašati za pomoč, za podporo. A veš, pristna, da se ne delamo močne, ko nismo. Pa je ranljivost del nas, ne? Tako. Ker ranljivost je prak k pristni moči. Brez nje ne moramo biti pristno močne, ne? Ja, ne pristno nežne. Ne pristno nežne, točno tako, ne? Tudi mehkobe ni, če ne znaš povezati vseh teh lastnosti, tako praviš, nisi samo eno. Več facet ženskosti je in ko sprejmemo vseh njih, smo celovite in ko smo celovite, smo pristne. Ker se pol ne bojiš več izraziti vseh delov sebe, ampak pride pa tudi potem modrost, kdaj, katero živeti. Ker smo mlade, ne? Vse zdaj, ne? Ja, vse zdaj, vse radivje. Vsot, ne? Ja. Pa ne rabiš več. Pa ne rabiš več. Začneš regulirati in si res bolj lahko pristna, no? En občutek večje lahkotnosti daje, ko pridem za svojo pristnost. Bolj si usidren v sebi. Ja. Še en kratek odmor bova naredile in sva takoj nazaj. Drage gledalke, cenjeni gledalci, smo že nazaj v tretji del pogovora z vsestransko Katjo Bubnič, ki med drugim dela tudi en poseben nakit. In sicer delaš makrameje, ki je starodavni način vozlanja. Kako si ga našla, spoznala in vzela za svojega? Ja, meni se zdi, da me ene stvari mene najdejo v življenju, ne. Se pravi, prvič sem prišla z njim v stik v Maroku. Mislim, da je to bilo leta 2007, ko sem potovala in je takrat moj fant šel pač pred mano in sem jaz po enem mesecu prišla nazaj, mislim k njemu in tako vidim njega, ne, in tako mi je bil lep ful in vidim eno ogrlico in sem rekla, kaj pa je to? Sem se zacopala. In je rekel, to sta pa dva umetnika, ki potujeta in ustvarjata nakit in od tega živita. In to je bilo zame, se pravi, to je lahko služba. Ti potuješ, ustvarjaš in se s tem preživljaš. In že takrat mi je kliknilo, wow! In potem sem jo dejansko srečala. Zadnji dan v Maroku sem srečala to žensko, ki me je naučila narediti zapestnico. In potem je to dolgo let stalo, ker nisem znala nič naprej, do Južne Amerike, kjer pa je ogromno makrame nakita, ustvarjajo ga v veliki večini moški, mladi fantje. No in tam me v bistvu naučil od moje hčerke oči, se pravi moj bivši. On je bil izjemen umetnik in me je naučil osnove ustvarjanja makrame nakita s kristali tokrat. In potem, po parih letih pavze, sem jaz to spet odkrila in ko sem se res temu predala, potem tako kar še se pač odpira, ne. Se odpirajo poti, ne. Sem te želela vprašati, zakaj prav kristale vpletaš v nakit? Veš kaj, začelo se je čisto spontano, a ne. On je delal pač nakit s kristali, meni je bilo to najprej zelo lepo. In potem je omenil, ampak kristali imajo tudi svojo energijsko moč, ne. In jaz moram reči, da nisem tako zelo senzibilna, ne. Delujem pa instinktivno, ne, tako da vidim, kako instinktivno izbiram kristale in meni je bilo to win-win, pač, ko se reče, kombinacija. Se pravi, lepota in nekaj, ki zdravi in podpira. In tako, zame je to ena res krasna kombinacija. In spet način izražanja svoje pristne, ognjene, žive energije. Pred kratkim ste z hčero skupaj pripravili razstavo vajinega nakita. Predvidevam, da tudi tvoja hčera že zna izdelati ta nakit. Ja, pravzaprav je bila v bistvu moja razstava, mislim, razstava mojega nakita. Ona je bila soorganizatorka znotraj pač projekta njihove Waldorfske šole. Ravno danes ima predstavitev, a ne. Je pa res, da ona je izjemno ustvarjalna, veliko bolj po naravi, kakor jaz recimo, ker gledam že od malega, imela take natančne, o moj bog. Ampak jo pa ne vleče. Pač, ko vidi, da ni to enostavna pot, rekam, jaz ne bom nikoli umetnica, a ne, ko vidi, da to ni enostavna pot, ampak če te pa žene, ne moreš pustiti, ne. Mi pa ona pomaga dokončati vse ogrlice, tako da vse kitke so delo njenih rok. Kaj želiš prenesti svoji hčeri naprej, glede na to, da je ona še toliko bolj povezana z Južno Ameriko, ker ima očeta tam?
Se vračata tja? Ja, se vračava vsakih par let in ona tako pač vidim, kako njeno telo, njena duša prepozna tisti kraj, je pa tako, zdaj jo bolj zanima naš svet. Kaj želim pridati? Želim ji pridati to, da bi ostala zvesta sebi čim več časa, tako da se ne bi rabila pretvarjati pred drugimi, da je nekaj drugega, kar ni. Želim ji in sem zelo vesela, ko jo vidim, kako živi svojo strast, kako je strastna, kako ogromno Južne Amerike ima v sebi, pa tudi malo mene recimo. No. To bi predvsem želela, no, da ohrani pristno sebe, ja, da ne gre v prilagajanje drugih in da nima feelinga, da je preveč. Čeprav moram reči, da marsikdaj ji pa dam ta občutek, a ne, ker je tudi zame včasih vse skupaj preveč, ampak se pa zavedam, no, in si želim, da ne bi imela tega občutka. Mogoče samo predati, jaz vem, da sem si kot otrok želela, oziroma kot najstnica, da bi imela nekoga v svoji bližini, ki bi me znal naučiti, kako s tako močno energijo ravnati, kako in kam jo usmeriti, da jo lahko varno usmeriš. In jaz sem sama instinktivno našla ples, tako kot ti, to je bil eden izmed načinov, ampak kasneje sem pa ta stik izgubila in potem imaš to energijo in jo ne znaš kanalizirati. In to te potem, če jo spet ne usmeriš pravilno, je pa, zna biti pa potem samouničujoča, ker jo potegneš vase. Ja, veš, da imaš prav. In recimo ples je recimo zelo, ona je tako pristno plesna in mi je všeč v bistvu, ker se ne uči plesa, ker je ves njen ples popolnoma spontan in pristen. In to jaz mislim, da ni res pomaga. Ja, imaš prav. Mislim, o tem razmišljala na ta način. Samo jo naučiti, kako na energijo usmerja. Ja, kako regulira. Ker potem nas, če življenje, če to ne znamo, če se to ne naučimo, nas lahko čez življenje kar, bom rekla, vozi napačno. In se šele kasneje naučimo modro ravnati s to energijo, ampak predtem gremo tudi čez pekel. No, lahko zase tudi rečem, da me je ta moja strast. Ampak bi rekla, da ona, prosim, da te prekinila, ampak ona je priča meni in vidi, kaj pomeni, ko te strast vodi in gre skoraj malo v drugo smer, zelo regulirati, tako da bo najdla pol enkrat en svoj mogoče ravnovesje. Tako bo našla, zagotovo. Ona vidi, kako pa je, ko te nosi ta strast in da mogoče je treba znati tudi malo bolj regulirati. Samo regulirati, ne da se ugasne, ampak samo da znaš regulirati, da znaš voditi to. Ja, in predvsem pač pogovarjati se, veliko se pogovarjati, da stvari ne obležijo in da vse lahko da ven. Jaz mislim, da je to glavno, kar je lahko dam. Absolutno. Kaj tebi pomeni svoboda? To je pa mislim, da je bila glavna stvar, ki je mene leta vodila, svoboda. Je bil po mojem moja glavna vrednota. Pomenila mi je prostor, da delam, kar mi je pomembno. Niti ne toliko, kar hočem, v smislu, da bi gazila po drugih, ampak kar mi je pomembno. Se pravi, da najdem svojo pot, da najdem način, kako to živeti. In energijo spet, kam jo vodi. Ja, tako, to. To, da lahko se premikam, potujem, da imam prostor neke izbire, kaj bom delala, kaj bom šla, da lahko tudi na vse zadnje prilagajam svoje življenje, ker sem mama materinstvu, v meri, kar mi je bilo pomembno, tle je bila tudi pa svoboda. Zdaj sem na pragu 40. leta in tukaj mislim, da se vrednote začenjajo malo spreminjati in ta ogromna svoboda in potreba po svobodi zavzema zdaj malo manjši prostor. Katere vrednote pa prevzemajo zdaj? Ja, tako opazujem, nikoli ne bi rekla, mogoče lih nasprotje od svobode, stabilnost. Potreba po stabilnosti, ker tega nikoli nisem rabila, zdaj pa rabim. Po eni gotovosti, se pravi, v bistvu neko nasprotje tega, ker sem tako intenzivno živela, ker sem zelo intenzivno živela. Zdaj iščem to nasprotje. Pa tudi, v bistvu, odkar sem postala mama, mi je materinstvo zelo velika vrednota. Družina, ki mi recimo prej ni bilo, ker nisem imela sploh občutka, kaj to je, mi je pomembna, jo pa ne znam tako zelo živeti, kot bi si želela, ampak mi je zelo pomembna. Imaš kako misel, ki te vodi skozi življenje? Neko vodilo, nekaj, kar rečeš, ko vse odpade, to je moj center.
No, v tem smislu bi rekla, da narava mogoče. Da je narava moj center, kamorkoli me nosi, karkoli mi je težko, narava vedno je. A ne, tudi so bila obdobja, ker sem bila zelo sama in zaradi tega, ker sem se pacala v svoji neki neprimernosti, ne, je bila narava vedno tam. Preden nisem znala priti do ljudi, ne, zdaj pa tako je narava in so pač podpora ljudi. Tako da, ja, vodilo tako biti svest temu, kar je zate res pomembno. No. To, kar te dela živega. Ker ko zgubiš ta stik, zgubiš ta smisel, no. Ja, res je. Ja, se ugasneš. Kar mi je zelo všeč, se dejansko da razbrati iz tvojega pripovedovanja, da se nam vrednote, potrebe, želje, smer menja skozi življenje, da ni nekaj, kar smo bili, da moramo tam vztrajati, če čutimo v sebi, da se nam vrednote, smer, smisel menja, druge prioritete postavljajo v življenju. Ja, to je pa dejstvo. Ne? Ja, to je dejstvo in velikrat mislimo, da če sem pa prej bil tisto, da moram potem celo življenje zagovarjati, ker kao ne bom več pristna ali pa resnična, v bistvu pa nepristen si, če ostaješ tam, pa ni to več tvoja resnica. Točno to. Točno to. To je zelo pomemben aspekt pristne ženske. Ja. Da sama sebi da dovoljenje, da se lahko spremeni in dejansko se tudi mora. Ja, ne? Nujno. Nujno, ker zori, ker se spreminja, ker jo življenje oblikuje, ker jo pelje drugam in ta mehkoba, da se nežno prilagodi tem spremembam, je ena izmed po mojih ključnih lastnosti pristne ženske. Ja, to je ta mehkoba te ženskosti. A ne, da pač zaobjameš vse te dele sebe. Res je, res je. Kaj bi ti želela na koncu kot zaključno misel, ključno sporočilo predati našim gledalkam in gledalcem pred ekrani? Kaj naj odnesejo iz najinega klepeta? Ja, mogoče glede na to, da smo govorili o divji ženski, ta misel, da divja ženska ni samo močna ženska in da ne rabi biti vedno močna, ampak da ženske smo od nekdaj živele v bistvu pred našim časom v skupnosti. In ženska nikoli ni bila sama, ne za družino, ne za otroke, ne za bremena življenja. Vedno je bila neka podpora. In moje sporočilo bi bilo, da takoj, ko nam je nekaj težko, si poiščimo podporo. Prijatelja, prijateljice, nekoga, da se malo razbremenimo. Ni nam treba vsega nositi sami. Dovoliti si biti ranljive in res ne za vsako ceno vztrajati v tej, biti močna, zmorem. To bi rekla. Mogoče so, ker je danes prvi dan moje menstruacije in sem tudi jaz ranljiva. In mehka in bolj v sebi. Ja, in se mi zdi to pomembno. No. Povedati, da so to takrat drugačni dnevi, je tudi zelo pomembno sporočilo, da si lahko dovolimo, da smo takrat drugačne. Katja, jaz sem res vesela, da si bila danes moja gostja, da si podelila toliko svojega sveta, svojih izkušenj, svojih modrosti, predvsem tega, kako ohraniti ta stik s samim seboj in najti svoj pristen izraz v ustvarjalnosti, v naravi, v čimerkoli, kar prižiga naš notranji ogenj. Hvala, Suzi. Mene je bilo zelo v veselje ta pogovor. Je minil kot blisk. Res je. Hvala tebi, Katja. Hvala tudi vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, ker ste si vzeli čas in se skupaj z menoj potopili v Katjin svet. Naj vas navdihne, da ponovno vzpostavite stik s svojo prvinsko naravo. Vredno je. Se vidimo v naslednji epizodi Pristne ženske.